Te dni je v središču pozornosti razplet zadeve Patria. Vrhovno sodišče je namreč včeraj na zaporno in denarno kazen obsodilo 3 vpletene v zadevo Patria: politika, poslovneža in častnika. Obsodba je pravnomočna, kar pomeni, da jih sodišče lahko pokliče na prestajanje kazni. Proces je trajal skoraj 3 leta. Poglejmo, kako je potekal. Leta 2006 se slovenska vlada odloči za nakup novih bojnih oklepnikov. O nakupu se dogovarjajo z različnimi izdelovalci teh vozil, na koncu pa izberejo ponudbo finskega podjetja Patria. Za 135 oklepnikov vlada nameni 278 milijonov evrov. Potem pa se pojavi sum, da naj bi si omenjeno finsko podjetje kupčijo zagotovilo s podkupovanjem. Torej tako, da naj bi tisti, ki so izmed ponujenih oklepnikov izbrali prav Patrijine, zato prejeli velike vsote denarja. V preiskavo podkupovanja se vključijo še kriminalisti iz Finske in iz Avstrije. Avstrijsko sodišče za podkupovanje v tej aferi eno osebo obsodi na zaporno kazen, na Finskem pa obtožene zaradi pomanjkanja dokazov ne obsodijo. V Sloveniji so zaradi sprejemanja podkupnin včeraj obsodili 3 ljudi: nekdanjega predsednika vlade Janeza Janšo, poslovneža Ivana Črnkoviča in vojaškega častnika Antona Krkoviča. Obtoženi trdijo, da podkupnin niso prejeli, da sodišče nima prepričljivih dokazov in da so si vse skupaj izmislili nasprotniki Janeza Janše, da bi mu s tem škodovali. Zato napovedujejo, da bodo uporabili vse možnosti, da bi sodbo razveljavili.